Torej, dober večer. Upam, da na kraju, ko se bomo rešli, da bomo majčkeno drugače gledali na svet. Mi dva, ko so bila pač v tem koncu, moram reči, da gledava drugače. Torej, lepo pozdravljeni. Samo predavanje bomo razdelili na več sklopov. Od začetka bo glasba, zelo lepa glasba, njihova glasba, potem bo Angelica povedala nekaj o namenu tega potovanja, sledi geografski prikaz tega območja, vse do Vamene in od tam naprej ob sliki sami bo spremljala z besedo Angelica, ker ko moram pač jaz slediti aparaturi, me malce to moti in bo bolj tekla tekoča beseda pri njej. No, potem na kraju, zadnji del, ko se spet vrnemo v Vameno in potem naprej, ko se vračamo, bom pa spet jaz nekaj besed povedal. Ogledali se bomo pa na kraju tudi to borbo v živo, premikali se bodo, torej na filmu, vendar na kratkem, ker veliko pobere na kartici prostora, tako da se nismo mogli daljše epizode privoščiti. Ampak vendarle lahko tudi ponovim, tako da je potem malce daljše. Toliko zaenkrat, kot vidite, letos sva bila v tem koncu aprila, maja, 21. maja oziroma aprila smo odpotovali z Brnika, vrnili smo se 18. maja in 30. maja, ko smo bili že doma, je bil precej močen potres ravno v Vameni. Videli boste, da je to območje izredno nemirno, potem tudi ob samih zemljevidih. Veliko je delujočih vulkanov, podmorskih izlivov in seveda potem tudi potresov, tudi katastrofalnih. Potresov, ki izravnavajo in ko se zemlja pravzaprav, ko zemlja poka. No, toliko za začetek, zdaj pa Angelica. Je prav lep večer. To potovanje je bilo v deželo, kjer je še kamena doba, kjer so ljudje tako revni, da nimajo praktično ničesar. Ni medicinske oskrbe, hrana izredno skromna, veliko se pa bojujejo, tudi ljudožerstvo še ni odpravljeno. Ko smo se napotili preko kluba popotnikov v Irian-Džajo, so bile nekako naša priprava, ker namreč prej smo se pripravljali na to. To ni bilo klasično potovanje, kjer ti nekdo vse priskrbi, saj nismo vedeli niti s kakšnim avionom bomo iz Balija naprej leteli, ali bo prenočišče, ali bo hotel, ali bodo nosači. Ampak smo se pripravljali tako, da je bilo vse grajeno na teh medčloveških odnosih. Imeli se bomo tako dobro, tako zanimivo in tako bomo preživeli, kakor bomo zmogli sodelovati. Drugo, kar nam je Zvone Šeruga, ki je šel z nami tudi prvič na tisti predel, je rekel, dajte vzeti vsaj kilogram suhe salame, pa kakšno šunko še zraven suho in liter žganice. Zakaj boste tam videli? Mal smo to gledali tako oddaleč, nismo verjeli, dejansko je to omogočilo naše preživetje. Zdaj pa Marko, kar prosim. Torej, najprej glasba.
Angania, Lega Basaranira, Kimbanarigega, Kimbanarigega, Kejubasinoa, Yopasinoa, Uleukera, Uleukera, To je najlepša pesem, kar smo jo uspeli posneti. Potem pa, ko smo bili najvišje, približno na 2600 metrov visoko, so potem je džungla, ker je to tropsko področje. Ker je tropsko področje, smo pač potem tam imeli določen res postank in koncert. No, med drugim na tem koncertu izgledalo takole. Zaenkrat toliko naprej glasbe, potem na kraju pa zopet nekaj glasbe, pa borba tudi, dva krajša filma sta temu. No, še to naj povem, predno gremo na slike. To je bilo pleme Daniji. To pleme je v osrednjem delu Vamene, kjer se najbolj civilizacija tudi uveljavlja. Namreč do tja, do Vamene ni nobene ceste, ni nobene železnice, ampak samo z letalom se pride tja po dobri uri letenja. To območje so odkrili nekje 50 let nazaj, seveda v tistem času so bili ljudožerci in tudi danes povsem gotovo, če nekdo umre, da ni bolan, da ga pojejo. Je pa več plemen in med sabo so zelo skregani, sovražijo se. Namreč povsem je razumljivo, zakaj, ker v tistem času in tudi še danes v velikem delu področja Nove Gvineje, ne povem Papue, Indonezijci so dali, da se z Papue Nove Gvineje to ne meša, ime Irian Jaya, ampak zdaj zopet nazaj se to imenuje najvzhodnejša provinca Indonezije Papua. Danije so tisti, okrog katerih in v katerih smo mi potem doživljali. So pa še drugi, Leniji, Jaliji, potem Keri, Asmati in Korovaji. In ravno Asmati, to so na južnem delu tega območja, takole tle, v tem delu bolj, no, možda grem še malo naprej, tako da malce vidimo, še malce. No, takole, v tem delu so Daniji. No, potem Asmati in Korovaji so na tem delu, predvsem močvirno džungla, zaraščeno, malarije pravzaprav na vsem področju razpasena. Asmati so 68. leta 2 misionarja pojedli iz Avstralije, potem 74. leta, to pomeni dobre 30 let nazaj, 4 nizozemske družine in 76 leta katoliškega duhovnika so tudi, ker je hotel spremeniti njihov običaj, so ga pojedli. Seveda, koliko je zdaj še vsega tega, ne vemo. Vemo pa to, da Korovaji živijo v krošnjah dreves
da so tudi sledovi najdli še jamskih ljudi. To so predvsem v tem južnem delu gorovja Maoke. To je neraziskano področje. Seveda še kakšno pleme je kot, ki ga niso odkrili, vendarle pa ljudožerstvo, kanibalizem je še gotov zelo močno prisoten. No, zdaj takole, če grem samo nazaj, malce na potovanje. Slovenija je tukaj le gor, mi smo potem potovali takole na Kuala Lumpur, potem Bali je tole meckano, se ne vidi dobro, in iz Balija smo šli potem pa na Papvo, Sentani in Jayapure pa glavno mesto na tem delu. No, ker smo se morali nekako prilagoditi tem tropskim razmeram, smo potem nekaj časa ostali na Baliju in smo si ogledali neke templje in potem tudi še aktivni vulkan Batur, kjer se še vse kadi, tudi tam, kjer smo mi hodili, se izpod noge kadilo. In potem, ko smo prešali, kaj nevarno, so rekli takole, tisti vodiči, ker se ne da drugače prijeti gor, mislim, ne dobiš dovoljenja, so rekli, ne danes, ne jutri, pa že lahko. Je nevarno. Dobre je, pač se je pa zgodilo nazaj, da nedaleč nazaj, ko sta dva Nemca pač izgubila življenje zaradi nenadnega izbruha. No in potem takole, to je malce večjo, je ta arhipelag. Vidite, da je Nova Gvineja drugi največji otok v tem arhipelagu, takoj za Kalimantanom oziroma Borneom. Sama Nova Gvineja skupaj z vzhodnim in zahodnim delom je tako rekoč 44-krat večja kot Slovenija. To območje, kjer smo se mi potem gibali, ta svetlejši del, je 21-22-krat več kot pa Slovenija, ima pa prebivalcev le 2.200.000. Pomeni, da je na en kvadratni kilometer 5, pa še malce 6 ljudi, s tem, da je večji del naseljevite tu na severu in tole je večinoma vse prazno in treba hoditi kar nekaj ur od enega naselja do drugega naselja. Torej, tako rekoč prazen, tam niti eden kvadratni kilometer ne pride. Je pa to zelo nemirno področje, kot sem že prej omenil, ker je potresno vulkanov, je pač na tistem območju, kjer poka zemeljska skorja. No, to vidite, tole v Timiki smo mi pristali vmes, ker je tole Pancuk Džaja, tole drugače piše, najvišji vrh je 5030 metrov in nedaleč stran v tem delu je eden največjih rudnikov bakra, zlata in srebra na svet. Seveda eksploatirajo ga Amerikanci, 20% dobička dobijo pa Nizozemci. No, to je pa zdaj relief, a vidite prav, ko bo se videli pozneje, kako je razpokana zemlja, to so tele globokomorski jarki, no, tole je Sumatra, pred kratkim je bil tole potres močen, potem tsunami, ko uničeval, potem Java, no, Bali tole čisto majhen. No, in to, kot vidite, to gorovje, ravno prelomnica gre tudi po sredini Nove Gvineje in vse tole gorovje je v bistvu narito. To so globočnine in pomen prišlo je z globokih plasti, tudi iz tekočega dela in se potem starjevalo in tam je granit in gnajs. No, vidite, ko ste prej opazili te globokomorske jarke, tako nekako tudi to gre in te pikce, to so pa podmorski izlivi, vulkanski izlivi. Kot vidite, je pod morjem vse polno tega in če vzamemo mi, da je zemeljska skorja debela zelo tanka naprem samim premeru zemlje, seže morda nekje nebliže 7 km globok, drugače pa 40 km. Tam, kjer je kopno, kjer je mlado nagubeno gorstvo, tam je potem malce to globje. No, tole je Nova Gvineja in to so vulkani, aktivni vulkani. Glejte, kar cela rajda in potem gor, potem vse do Kamčatke. To so potem pa vulkani, oziroma potresna področja. Magnituda teh velikih krogcev pomeni, da je nad 7,7 po Richterju. To je grozno. Do 8,5.
In toliko teh, kar je tukaj le krohcev, toliko teh potresov je evidentiranih. Tudi ti manjši krohci so od 7 do 7,7. Izredno močno. No, kot sem prej omenil, v Ameni, ko smo mi šli nekaj dni, dejansko za nami je bil 5,6 močan potres. To je potem, so temperature letne, poletne in seveda potem tudi zimske, julij, januar, Vidite, to je tropsko, ker ekvator gre tukaj in se preko leta dejansko temperatura ne menja. Ob obali to je povprečna potem 25, 20, v višjem predelu seveda pa 15, tudi 10 stopinj, ker je visoko v gorovju. Padavin je izredno veliko, preko 3000, ko tu pogledate, vendar pa ponekod jih pada tudi preko 5000, ne preko 3000, je toliko več. No, to je pa v Avstraliji vidite, koliko je tukaj sušno območje. To je pa potem rasa, starozgodovinska rasa. To so Malezice oziroma mongolske rase, ne? To so potem Avstralci, to so pa Papuanci, Melanonija, to je povsem posebna rasa, se razlikuje od Avstralitev in tudi od teh v Poliponeziji. In gledajte, v tem majhnem delu, kot je za 20-krat več od Slovenije, živi 2.200.000 ljudi in govori, tako ugotavljajo, 250 jezikov. Sploh se med sabo dosti ne razumejo, to je pa razumljivo, ker so tako iz gorovjem, iz rekam, ki so izredno deroče, ločeni med sabo. Pa tudi zaradi tega, ker se noče družiti med sabo. No, to je potem pa spet govorica, Papuanci, no, to sem večkrat prehitil prej, govorijo čisto drugače, seveda tole je še in še teh različnih jezikov. No, to je pa tisto, kar sem prej omenil, tle je tisti veliki rudnik, potem to je močvirje, mi smo se potem, no, to je Jayapura, tukaj je nekaj ta Vamena in tu smo mi noter potem imeli tisti večdnevni trekking, samo po gorovju in preko Balijena, reke, ki tako deroča, da je človeka že daleč strah, ko jo pogleda in preko nje je potem viseči most, ki je vojska zgradila iz strateških razlogov. No in seveda, ko smo šli preko mostu, so bile deščice že truhnene, manjkalo je, no to boste poznaj videli. Ne? To je pa Sentani in naša pot potem od tu se nadaljuje proti Vameni. Sentani, kot sem že prej verjetno menil, je letališče Jayapure, ne 15 km je stran, namreč drugod ni prostora. Tu je pač primeren prostor, primerna obravnava in civilizacija je tu v bistvu se začenja povsem drugačna. Čeprav je veliko Malezicev, tudi prihajajo že iz gora, sem Papuanci, tako da so eno in drugo meša. Letalo je tam običajno, propelersko, tako smo vstopili, no, čisto prijetno, tudi lepo smo bili postreženi, leteli smo dobro uro preko džungle, preko hribov, kjer se ni videlo nič, samo strašen je bil pogled, da ljudje sploh tam živijo in da je tam kanibalizem prisoten, je povsem razumljiv, saj potem sva midva to ugotovila, ker ljudje so stradali in kjerkoli so ljudje res stradali, so si potem pomagali človeškim mesom. To je ustvarila to dolino reka Balijan in kot vidite, to so že riževa polja in v tem delu Nove Gvineje oziroma Papue se začenja ta civilizacija in je tudi več vrst pridelkov. Medtem ko v Goratem, kjer bo potem naprej tudi Angelca govorila, je pa v bistvu samo sladek krompir. Sladek krompir, nobenega eksotičnega sadja, nobene živine, ne ovc, ne kovs, ki je v kakšnih kravah, pa to ne bi pomislil človek. Daleč od tega, samo majhne prašičke gojijo.
In to seveda je izredno dragocena stvar, ta Prešiček. No, tole vidite, to je tlejši mirna reka, ampak tista deroča reka v uradnem svetu, to kaže na to, da se gorovje dviga. Vedno se še dviguje in voda to vrezuje. Kjerkoli voda dere, pomeni, da zaostaja vrezovanje vode, potem za dviganje tal. Ja, to je riževo polje, no to smo mi prišli že v Vameno. Vamena takole, to je dosti v redu, tudi lepo urejeno, samo v tej stavbi ni nobenih rentgenov, nobenih računalnikov, nič, vse ročno. No, takole ljudje opazujejo letala, okrog gorovje je, takole je vse, kar je notri. To je Rufus, naš vodnik, lepo angleško govori in je bil seveda hkrati tudi prevajalec za nosače, je pa tudi iz tega plemena Danijev. Takole predsi zunaj je sam blat, veliko je tam padavin, takole so takšne bolj pogledi, čakajoči so za delo, da bi kaj zaslužili. To je pa edina asfaltirana pot preko središča Vamene in vse, karkoli se tam dogaja, avtomobili, motorji, karkoli, vse morajo prepeljati tovorna letala. No, to je prevozno sredstvo, takole se imajo tudi radi. Tole je tako ozko, da se mi dva dejansko nismo mogli usesti. Oni so bolj manjši, so bolj suhi, tako da je za njih to narejeno. No in takole je me Engelca pozdravila in sem pač rekel, no zdaj pa ti začni. In bo zdaj ona sprejela in govorila, jaz bom pa pač spremljal to. Sama Vamena ima en sam hotel, ki je bolj za civilizirano življenje. Na srečo smo dobili tam prenočišče, še je deloval. Pred leti je bilo nekoliko več hotelčkov, ker so računali na turizem, vendar pa, ker so pač razmere nekoliko težje v tem predelu, se ni razvilo. Razen trgovince zdaj prihajajo že iz drugih predelov Indonezije in take enostavne trgovine s temi življenjskimi pripomočki že so v tem kraju. Ljudje, tu je poljedelstvo, potem pa ta trgovina, kar daje kruh. Boljši košček kruha dobi tisti, ki je nosač, zato se zelo borijo, da bi se udinjali in nekaj zaslužili, ali pa da vozi rikšo, to je edini zaslužek. So pa zelo nezanesljivi, tako da tudi kot nosače, Zvone Šeruga je imel izkušnje že z njimi, so jih kar sredi poti pustili. Ta Rufus, ki nas je pa pričakal, oziroma je bil takrat na razpolago, mi naprej nismo vedeli, je pa eden od zanesljivih in smo se potem vsi oddahnili, ker ta izkušnja od Zvoneta nam je bila dragoceno sporočilo, da ne bomo nekje ostali. Namreč pot je šla tako. Dan za dnem, 7 dni smo se gibali tu med njimi in ne bi doživeli vsega tistega, če bi imeli preveč strahu. Že v hotelu pa nas je obiskal Džali, to je pa en poglavar, ki si je zelo želel, da pridemo v njegovo vas, da pokaže, kako se oni bojujejo, kako živijo, skratka njihovo življenje. Tako da smo se za en dan domenili, da gremo tudi v to vas. Seveda v tem hotelu smo pa dobili eno zelo žalostno novico, da razsaja kolera. In vse nas je menilo, da bi šli še v kakšno restauracijo kaj pojest, smo pač iz svojih zalog si pomagali in prvo začeli pač iskati informacije, kako se zaščititi pred kolero. V tisti divjini, kajti tam dneve hoda, kdo te bo, nihče te ne more spraviti nikamor, to se pravi, moramo imeti nekaj s sabo. Na srečo smo potem dobili informacijo, da imajo v lekarni deksaciklin, to je eno švicarsko zdravilo, ki pomaga ustaviti to krvavo drisko kolero in pa tudi proti dehidraciji, tako da smo se nabavili, jaz sem nabavila zdravila za sabo. Jaz sem imela nekako na skrbi saniteto, nismo imeli nobenega zdravnika in smo si morali pomagati. Kako je bilo pa to resno delo, sem pa šele kasneje doživela. No, takole z rikšo smo tisti dan pa vseeno skoristili, da sva se odpeljala na tržnico, ki je nekaj kilometrov, približno 5 kilometrov iz Vamene.
kjer pa prodajajo domačini, ti iz doline seveda nekaj več, prašičke, karkoli vsadijo, vse bi raslo, samo nihče jih še ni naučil, nihče še ni prinesel sadik, oziroma tukaj v dolini že prinašajo, že so neki zametki poljedelstva, vasi, ki so pa namreč do naslednje vasi hodiš cel dan in spet do naslednje cel dan, to je dan hoda, neke oddaljene so pa 15 dni hoda in seveda do tja ničesar ne pride. Urejenosti nekega zavarovanja, zdravnika, sama Vamena ima eno tako skromno bolnišnico, ki pa seveda je pač na taki ravni, da Bog ne daj, da bi prišel nekdo iz civilizacije. Mi smo vse informacije teper dobili od enega holandskega zdravnika, da smo sploh zvedli za to bolezen. Je pa povedal, da je že čez 1000 ljudi v okolici tam pomrlo, čist pred kratkim pa v eni vasi kar 17, tako da adrenalin nam je kar narasel, ko smo zvedli za to bolezen. Ampak nismo imeli kaj, z nekakšnim optimizmom smo šli s vso previdnostjo, da ne glede, da imamo kuharja, bomo kuhali sami. Pa seveda voda, razkoževati, umivati, to je bilo pa potem posebno poglavje. No, to je nekaj teh posnetkov od tržnice, ki je kar bogata, tudi nekaj rib je iz teh rek. Tukaj se že najdejo domačini, ki so goli, imajo samo koteko, to je to pokrivalo za lulček. Ženske so pa večinoma vsaj tu v dolini oblečene, drugje pa je veliko golih, torej imajo samo iz trav narejeno krilo. To je sladki krompir na sliki, pa tudi buče so, čebula in take stvari. Denarja seveda nimajo, da bi tu trgujejo, kolikor pač lahko tu trgujejo ali pa zamenjujejo si te pridelke. Obrazi so precej takšni strašljivi včasih, umazani, umazanija je strašna. Otroci so pa zelo ljubki, ampak zelo veliko jih je pa svečkami, tako da boste videli na slikah kar naprej so svečke pod nosom. Da bi bila tu kakšna kraja ali karkoli, nekako tega nismo slišali, tako da smo se sorazmerno varne počutili, razen seveda ta umazanija tukaj pa je bilo določen neprijeten ali pa nelagoden občutek, ko hodiš tu okrog. Ljudje se kar skrivajo pod mize, ker niso navajeni, je nekaj tistega brlogarstva še v njih, sedijo na tleh, v blatu, prašička v naročju, nič jih ne moti. Tle so tudi recimo že meso tudi pol po kosih prodajajo, po vaseh pa seveda samo cele prašiče. So pa to nekoliko manjše živali, tako da niso take velike, kot jih imamo pri nas, to so majhni prašički. So pa tako dragoceni, da tudi mi smo videli, da ženska na eni dojki doji otroka, na drugi dojki pa tudi prašička, da ga spravi v življenje. Skratka, za nas nepojemljive stvari. Je mnogoženstvo, tukaj se je začel treking, torej po dolini smo se z avtomobili pripeljali na izhodišče, nato pa smo imeli praktično ves dan hoje do ene vasi, kjer je bila šola, kjer smo predvidevali, da bomo lahko pod streho prenočili. Ko smo že pri vaseh, tole območje Korime, potem prva vas, kjer smo prenočili v šoli, je Tongma, tako mečken, da slišite, kakšne imena imajo. Potem naprej je Vitalek, od Vitalka je Buken, potem je pa Veseren. To so naselja, ki smo jih obiskali. Seveda, treking je od enega do drugega prenočišča trajal preko celega dneva. Predvsej je bilo naporno, tudi nevarno, predvsem je bilo pa nevarno prvi dan, ko smo se spuščali proti Tongmi. Dež je padal,
Spolska pot in Prepadno. Tukaj posameznik skoraj nima kaj iskati, tudi nas je bilo 18, torej zelo lepa skupina. Mnogo varneje je, da je skupina večja, zato da si lahko pomagajo drugemu, da se podpirajo, se spodbujajo, si delijo požirke vode. Pa tudi pot na poti, mnogokrat smo morali kar verigo narediti z rokami, da smo prebrodili kakšno nevarno mesto, ker je bilo tako mokra, namreč te avtoceste njihove so navzgor, navzdol, čez potoke, čez rečice, čez razne podore, tako da ni neka udobna pot. Večina nosačev je bila bosih, tudi domačini, na poti skoraj nismo videli človeka, ki bi imel karkoli za obut. Mi smo bili seveda kar dobro obuti, na začetku majčkeno nam je bilo groza, ker smo kar naprej blatni postajali, na koncu ta stvar sploh ni bila več pomembna. Začenjaš gledati na življenje čist drugače, ko vidiš, v čem živijo, kako živijo, pa vendar preživijo ti ljudje. Sami nosači so bili prijetni, tudi zelo zadovoljni, za njih seveda dobro so jedli, bistveno boljše, ker mi smo vse te hrane, ki smo jo nakupili, ravno tako za njih. Obenem so bili med ljudmi, mi smo jih lepo sprejeli, tako da je tudi pesem nas večkrat spremljala ravno zaradi njihovega zadovoljstva. Tu v dolini so te koče nekoliko boljše, tako so lepo urejene, v nadaljnih vaseh pa so čedalje bolj skromnejše in tudi bolj polomljene. Same hiše so iz leseno ogrodje, okrogle, vse so okrogle, v sredini imajo ognjišče, čisto nizko je od ognjišča pa do kakšne izletev naredijo nekakšno mrežo, nad tem je potem seno, zato da spijo nad tem, ker ko kurijo, je potem tam toplo. Sicer, ker nimajo ne odej, ne oblek, je dejansko to na tej višini, namreč večeri niso tako topli, je potem ta toplota, ki je zaradi kurjenja po celi tej kolibi kar dobrodošla. Več smo videli tudi tehle otrok, ki so pač svetli, tako da večina pa so zelo temne polti, majhni, suhi, otroci z velikimi trebuščki, tankimi nožicami, kar je znak, da je veliko pomanjkanje zdrave prehrane. Ker poleg tega sladkega krompirja pa korenja jedo drobovino in kosti oberejo pri prašiču otroci in ženske, moški pojedo vas, recimo, ko tega prašiča jedo samo moški. No, to je prvo naselje Tongma, letališka steza, pukljasta, zelo travnata, kako to predstavljajo, se človek težko zamisli. No, v tem, tu smo prvič prespali, dežuje, vidi se tako mokro in zelo smo bili veseli, kar vriskali smo enemu drugemu, ko smo prišli srečno do te vasi. Moški pa tisti mladi, namreč midva sva bila bistveno starejša od vseh, so kar hitro hodili. Jaz sem hodila pač bolj počasi, jaz ne hodim zelo hitro, bolj zadaj. In približno 6 ur nas je dež pral. Sicer je topel, najprej sem odprla dežnik, pa sem videla, da nič ne pomaga, potem sem si dala vetrovko, pa sem videla, da ni nič, na koncu hodiš, pa te spira. Želiš si samo, da bi nekaj suhih cunj prinesel do prenočišča, da bi se tam lahko preoblekel. Vmes pa tudi, ko sem hodila, sem pa nekaj časa celo sama že čist in me je bilo kar malo strah, da nisem kam zašla, posebno v eni vasi me je nagovarjal eden od domačinov, govoril, ampak na začetku še tega jezika nisem razumela dosti. Kasneje sem se pa že čist dobro sporazumevala, namreč njihov jezik je zelo enostaven. Tako enostaven, da recimo za sladke stvari, bombone, sladko reče samo gula, gula. In to je vse sladko. No, tu smo pa zdaj že v tejle šoli, kjer smo potem
srečno vsi prišli, vmes je bilo nekaj kar nevarnih padcev, ampak smo se vsi srečno prišli in v tej šoli seveda smo vprašali, kdaj pa moramo sprazniti zjutraj, da bo pouk, so se nam sam smejali, vendar tu so bili napisi, tukaj je bilo tudi nekaj klopi, to so imena učencev, v drugih šolah ni bilo nobenih znakov, da je kjerkoli kakšno torej, da se odvije kakšen pouk. Otroci pa kot vse povsod prisrčni, takoj so prileteli, klepetali z nami, nam razlagali, smo začeli se učiti posamezne besede, namreč otroci so ponavadi pol najboljši učitelji za tisto, kar smo mi potrebovali za sporazumevanje. Že v tej vasi sem morala seveda zvečer nekaj naših nosačev obvezati in takoj je sledilo, vaščani to takoj informacije gre od ust do ust, je prišlo že nekaj vaščanov z zelo gnojnimi ranami. Koliko sem jaz tu gnojnih ran videla, jaz si sploh ne morem predstavljati, kaj je to. Očitno nimajo to ljudsko zdravilstvo nič razvito, nobenih stvari in izkoristijo pa najbrž, če pridejo kakšni turisti, da takrat pač prosijo za pomoč. Pa tudi za bolečine, lekadol ali pa aspirin, ko tožijo za glavobolom ali čemerkoli, vse pomaga, čudežno pomaga. Seveda, ker smo imeli kar precej mokro tukaj, ampak smo vseeno dobro spali, komarji so nam malo zvečer zapeli, skuhali smo prvi obrok, malo zasmojeno rižoto, kaj bi mi vihali nos, ampak tle je bilo vse dobro. No, drug dan pa je bilo lepo vreme, tako da smo nadaljevali, vendar pa seveda, ker je pot tudi takole po potoku, čez ograje, namreč okrog vsake kolibe je ograja, zato da ti prašički ne uidejo v te džungle, ker vse posod okrog pa je džungla. Prvi dan sem hodila bolj sama, drug dan, ker sem obvezala par ran, je pa že zmeraj bil še kdo pri meni. Pol na koncu je bilo pa že skoraj polovico nosačev že ob meni. Sonce zelo pripeka, tako da je huda vročina. Vmes smo srečevali te vaščane, najbolj jih osrečiš, če jim daš kakšno cigareto. Teda mi, ker smo jih slikali, smo potem tudi še dali malo drobiža, ampak s cigaretami, in to ženske in moški, vsi zelo uživajo v kajenju. To leto je bilo na celotnem tem področju v Mene samo še okrog 500 turistov, tako da je sorazmerno malo, ne. Ker to je celoletna sezona, to bi moglo biti bistveno več. To se pravi, da tudi ta turizem ne cveti. Verujejo v duhove in to v glavnem so hudobni duhovi, čeprav je bilo tukaj pokristjanjevanje in je v vsaki taki oddaljeni vasi ali je šola ali je pa cerkev. Je narejena, seveda ta cerkev ali pa šola je streha, so deske ob strani, steptana zemlja, in pa potem seno po senu, tisto njihovo travo posušijo in imajo potem, da po tistem hodijo, da ni blatno. Ker včasih tudi to bolj na močvirnem, pa pride vse skupaj mokro. Nikjer nismo srečali nobenega misionarja, pred leti je bila ena medicinska sestra iz Nemčije, v enih drugih vaseh, ki je bila obenem misionarka, ki pa je pred 2 leti zapustila to področje, ni več zdržala. Tole vidimo sliko. Pretežni del goratega dela je zraščen takole. To je deževni gozd, ponekod je pa še prava džungla, ker je samo hovje, kjer ni niti meter od tiste ozke poti, kjer smo šli prehodno. Nobenega življenja, ko že Engilca omenila, edino komarji, ampak podnevi, čeprav je bilo temačno, niso bili nadležni. So pa ena druga skupina, ki so pa bivali nekaj časa v džungli, so pa dobili potem seveda bolezen malarije in ena od teh 4 so bili, je komaj preživela. Ker ravno v tej Novi Gvineji je zelo huda smer, nevarna smer, ker je več vrst teh malarij in ravno to je ena najhujših v tem območju.
Je pa, ko ste prej videli, gorovje, tole zelo divje, no tole je vas, to je vas, ki je naslednja, kjer se nismo ustavili, nismo prenočili, je precej velike, vidite, te lelope, so kolibe, so prav značilne in okrog vse to je potem pa sladek krompir. Mi smo tu nadaljevali, malo smo se ustavili toliko, da smo domačine poslikali, ker so prav zanimivi in slikati so se dali šele pod pogojem, da smo dali vsakemu en cigaret. Tudi v meni oni premorejo, ko kupujejo cigarete, samo da kupijo eno cigareto. Torej, divjih zveri skoraj ni. So divje svinje in to je največji ulov, ki ga nekako domačini, zato v teh bojnih oblikah se vedno ali pa slavnostnih si te okle nadenejo, da pokažejo svoje lovske uspehe. Drugače pa nekaj ptic, ki jih tudi potem boste videli, imamo tudi lok tule sabo, pa puščice posebej za ptice, ene črveše jedo ljudje, ki imajo precej beljakovin. Drugače pa kakšnih drugih zveri, razen dol v močvirju, seveda so pa krokodili. Tukaj više pa ne. Mi nismo tudi nobene kače srečali, čeprav tudi kače so, ampak ker seveda korak skupine v čevlju, to seveda prežene vse. Je pa zanimivo, torej trpljenje si povzročijo še sami zelo veliko. Tukaj je moška roka, oni si odsekajo členek zaradi nesrečne ljubezni. Kasneje boste videli pa ženske si odsekajo členek, ko zgubijo nekoga dragega v družini, ne, ali moža, ali otroke, ali pač nekega dragega svojca. Odsekajo členk. Tako da so te pohabljene roke, kar je zelo težko, ker ženske delajo na polju. Samo ženske delajo na polju, moški so jih pa morali stražiti, pa še zdaj jih morajo stražiti, ker zelo si kradejo ženske. Mnogo ženstvo je in zlasti, če so kakšne mlade, ker te mali prostorčki za te njivce so daleč okrog vasi, vsak košček je obdelan. In pač mora mož straži svoje ženske. Imajo pa pač, kolikor kupujejo žensko, kupijo s prašičem, torej če lahko ga pa zapusti, ampak pol mora polovico te prašičje odkupnine vrniti možu. To je zelo strmost, tudi se potem velikokrat so ti podori, so njivce, pa se je videlo, da se je vse podrlo, ker pada pa vsak dan. Niti en dan ni, da mi tudi nismo doživeli. Če smo čez dan ušli, pa da bi nam, je pa čez noč potem lilo. No, tlele je bila taka zelo strma pot, zelo vroče in se je že pripravljalo k nevihti, tako da je bila kar naporno. Okrog pa seveda sama džungla. To je Amies, naš kuhar. Je pa tako, da ni dosti kuhal, raje smo si sami pripravljali hrano zaradi nevarnosti malarije. Oziroma kolere, ja. No, tako eno in drugo je bilo na glavi, da smo morali paziti. V teh vaseh ni bilo toliko komarjev, šele tam v dolini je bilo res grozljivo. Tukaj pa smo se sprej, pa mazila se dobijo tam zelo dobro, ki 12 ur držijo, tako da smo se pridno mazali, pa seveda tudi jemali lariam, tako da brez tablet pa ni bil nihče. No, čez take reke, tukaj je en viseči most, ki ga je vojska zgradila, često smela iti 2, kvečjem 3, ker ni to tako trdno, trhu les. Ampak s tem so seveda te vasi pridobile, da nekako v 2 dneh pridajo do doline pa do mesta Vamene. Prej sem govorila že o teh duhovih, torej oni verjamejo pač, da so maščevalni. Tako, če se rodita dvojčka, enega vržejo v reko. Če otrok stopi v sveti prostor, vsaka vas ima nek sveti prostor in če po nesreči majhen otrok bi stopil v ta sveti prostor, ga tudi vržejo v reko.
Tako da je ta krutost zaradi teh duhov je med njimi zelo močna. Krščanstvo so pa sprejeli toliko, da ni lepo soseda pojesti in je najbrž to pomagalo k odpravljanju kanibalizma. Čeprav na drugi strani je bila tudi zelo velika umrljivost otrok in žena in so takrat ti poglavarji začeli iskati pomoč in so seveda, ko so raziskovali, so ugotovili, da je podobna bolezen, kot je zdaj ta bolezen norih krav, ker so ženske jedle pač človeške možgane in človeško drobovino in je bila ta umrljivost in je to potem tudi pripomoglo. Zdaj, s čim so bolj prepričali te ljudi, je zdaj težko reči, ker te stvari niso raziskane. So pa mrki ljudje, gledajo v tla, smo jih pozdravljali, smo jim nekako, ampak je zelo težko spostaviti stik. Stik se je začel spostavljati šele preko tega ranocelništva, če temu tako smem reči, in delitve tabletk. Ker se je tako zgodilo, recimo vas je en prišel, vse utekla kolena, oteklih revmatičnih kolen sem bila še in še, ker so bosi, hodijo, napori so. Pa sem imela neklofen, jaz sem vsakega potem namazala, pa sem dala še kakšen lekadol ali pa aspirin, malo bo že olajšal. Čez 1 uro je vas nasmejan prišel, nič ga ne boli, a dam še tableto za mamo in ker jo tudi boli glava in je tudi bolijo kolena. Tako da je bilo pol tisto zaupanje, pa seveda s tistimi ranami, ki so prihajali, zraven sem pa seveda videla grozljive, razmesarjene, grdo zarasle predele, zlasti na nogah, pa tudi na telesu, kar niso naredile divje zveri, kar mora biti še njihov pretep. To se pravi, da je to vojskovanje mora še biti. Šele to pri tem delu nekako sem videla, da je tega najbrž zelo, zelo veliko. Dnevnike smo pisali vsi svoje vtise, kajti tukaj je bil en dan kot cel mesec. Toliko si doživljal med temi ljudmi, s to naravo. Večerje so bile pa takšnele. Imeli smo krožnike, imeli smo žlice s sabo, ampak kasneje jih je bilo čedalje manj, tako da na koncu smo že čakali na žlice drug drugega. Zdaj, kam so se zgubljale, mi nismo pač raziskovali. Prehrana je bila pa, en obrok smo si pripravili vsak večer, ponavadi pač se veste argo juhe ali pa te juhe, pa malo makaronov, pa malo te zelenjave, krompirje in korenja, ki smo kupili, pa tista šunka, ki smo jo sabo nosili, ali pa pršut. Vmes pa, ko smo hodili, tekočine smo si zmeraj, vsaj 2-3 litre je vsak nosil tekočine sabo, pa smo salamo, 3 koleščke salame, pa si spet lahko hodil nekaj ur. Tako da je bilo dejansko to potem odrešilno. Kako? Vodo smo prekuhavali. Vsako jutro smo prekuhali in še razkužili vodo. Prvi dan smo jo še imeli v flašah, smo jo nosili, potem pa ves čas. Vsako jutro smo pripravljali si vodo. Ti naši nosači so seveda bili oblečeni, ti so bili že nekako občutek večje civilizacije. Tudi po teh vaseh, te prve dni so imeli otroci več oblek, potem pa čedalje manj. Prosili so se, nič drugega, samo kakšno tako majčko, tole s kratkim rokavom, ki so jih naše omare vse polne. Kaj nam je bilo žal, da nismo imeli več tega. Kaj bi razveseliš tistega kogarkoli, tudi sami so prosili. Mi smo potem tako naredili, vse, kar smo nosili, seveda imeli smo za vsak dan si rabo, si se prepotil, si bil mokar, nekaj moraš imeti za preoblečiti, ampak tisto umazano, tisto, kar nam je ostalo, smo pustili tam, veliko veselje, ampak to je bilo malo umazano proti tistemu, kako umazane obleke so nosili. Recimo se trga že majčka, pa ima otrok kar s robotom pripete, recimo tisto ramo, da je še ta oblačilo na otroku. Saj nimajo ne šivank, nimajo ne denarja. To je vas, kjer smo prespali v tisti cerkvici, ko ste prej opazili. In zgleda, da ta vas se povečuje. To je gradnja nove kolibe. Takole zastavijo v krogu. Prej ste tudi lahko opazili, kakšna je notranjost. Zelo nizko je. Mi, ko smo nekoliko večje od njih, višje, mislim,
reči, smo dejansko lahko samo sedeli ali čisto pukles notri. Ne. In potem zgornji del nad tem, spodaj je kuhinja, zgoraj imajo potem pa slamo in tam ležijo. Seveda ti, ki so samo v kotekah, ležijo takšni kot so, ali ponoč dajo dol koteko, to ne vemo. Vsekakor obleke tudi iz protesta, ker hočejo Papuanci vstati, nočejo se obleči. Nočejo se obleči, ampak hočejo ostati tradicionalno takšni, kot so bili njihovi predniki. Koliko imajo pa to vmes duhovi, seveda je vprašanje zopet. Drugače pa tle se vidi, kako majhna je ta koliba. V večini teh družin niti nimajo kotliček, nimajo loncev. En tak kotliček, kjer kuhajo, ampak veliko teh kolib, v veliko teh družin smo videli, niti tega nima, tako da samo s kamni pregrevajo. Imajo eno tako votlino s kamni obloženo in v tistem potem to zelenjavo pa krompir osmehčajo. Samo toliko vidite na sliki, nas veliko, ne? 18 nas je, pa 25 nosačev. Moram reči, nosači so bili res nekaj posebnega, zelo so bili v redu, zgleda, da so že navajeni turistov, tudi potem lahko sklepamo, ker so vsi oblečeni, čeravno hodijo pa večinoma bosi. In ko so na kraju prejeli od nas tudi čevlje, to so bili izredno veseli. Cerkvice so ravno tako, kjer smo prenočevali, mi smo jih potem plačali, kot bi bili v hotelu. To je bil pač en prispevek za te domačine. Edino tako jim lahko pomagaš, da jim daš kakšno zdravilo, da jim daš kakšen kos obleke in pa seveda, da jim plačaš prenočišče. Ne prosjačijo, tudi otroci ne, vendar če kaj ponudiš, pa ne znajo deliti. Tako da moraš dati posamezniku, ti zdobi. Če pa prineseš nekaj, pa recimo ena skupina tam, tisti, ki je močnejši zagrabi, bo pobral vse, ne bo nobene obzirnosti, da bi znali deliti. Edino eni vasi, ko so otroci nam prišli na sproti, pa sem jaz imela vitrgin, pa sem delila, pa je bil en fantek, ki je pol mi sveda, tisti otroci, ki so prihajali, jaz si nisem zapomnila vsakega, komu sem že dala, pa komu ne, je povedal, kdo je že dobil in kdo ne. Potem, ko sem pa recimo škatlo piškotov prinesla, pa to so tam močnejši vse pobrali, se ni dalo nič razdeliti, tako da je tudi takšna izkušnja. Ja, to so naše avtoceste, po katerih smo hodili. Voda je vse povsod kalna, ker pada vsak dan, praktično umiva, tudi umivati se nismo kaj dosti upali, vsaj v teh kalnih, razen kjer smo tako na neki strmini, kjer smo vedeli, da že dalj časa teče na voda, se prečiščuje čez kamenje. Imeli smo pa te čistilne robce, to je bilo rešitev, to je bilo tudi za, pri čiščenju ran, jaz sem najprej tisto blato in svinarijo s tistim malo brisala, šele na to sem potem razkožilo, pa recimo bivacin pa obvezala, ker ni bilo z vodo, ni bilo tam kaj početi, oziroma je prenevarno, ne veš, kje je. No, tule smo prišli v džungli, so bile pa orhideje. In naši nosači so se takoj okrasili, se potem namazali še s tistimi nekimi rastlinskimi in pa iz kamna so nekaj nastrgali, okrasili so še nas. Sploh se zelo radi krasijo, tako da so in to zgleda pomeni nekaj. Lišpanje je že tudi tam, je že do njih prišlo, seveda z naravnimi materijali. Ja, takole smo po blatu, čevlji so bili neštetokrat. No, to so pa te noge so izredno njihove široke, močne, to stopajo tako čvrsto in zato tudi zmorejo po teh poteh. Seveda je pa potem veliko teh ubodljajev pa ran, ker poti pa niso ravno udobne, da bi tudi recimo lahko pogledal, kam stopi, ker se mu udre v tisto blato, pa je spodaj oster kamen ali karkoli. Tudi pri teh naših nosačih se je to kar naprej dogajalo.
Zanimivo je bilo, da po teh džunglah, ko smo hodili, nismo srečevali muh, da bi rekli, zdaj so pa muhe, pa razen komarji tu pa tam ni bilo te golazni. Tako da je bilo včasih taka tišina, samo svoje srce si poslušal, če smo hodili malo bolj v razdalji. Tudi kakšnih živalskih glasov nismo nikjer slišali. Je pa res džungla zelo taka neprehodna, zelo poraščena, zelo močvirna, zelo mokra in mora biti sam posebno to živalstvo, ki pač najbrž bolj v tem mahovju živi. Le so krčili vmes, tudi krčijo še, da delajo nova polja. Domačini, ko nekako ta kontakt potem vzpostaviš, potem so pa zelo zaupljivi. Tako da potem tudi otroci, potem vsi doživljajo tisto, da smo bili mi tudi do njih, jaz vem, niso nas doživljali samo kot nekakšne tujce. No, tlele recimo veliko krvavih madežev smo na otrocih videli, nihče ne obriše to, ker je morda veliko boljše. Ker s tisto vodo umazano, z umazanimi rokami je morda boljše, da kri pač se osuši, kaj vem. Potem premišljuješ, ko vidiš. Ker niso pa, če nima niti posode, saj potem tudi težko, da bi recimo pregreli vodo, pa se s tistim pomili, da bi razkuževali. No, takele majhne prašičke tudi dojijo. Ženske vse imajo eno tako spleteno mrežo, kjer nosijo otroke, dojijo jih tja do 6., 7. leta. Naj bi do 5. leta mož potem ne prihajal po rojstvu k ženi, zato ima več žena, pač kolikor jih zmore imeti. So pa vasi, malo je otrok. Najbrž je umrljivost velika. Na drugi strani je seveda dojenje, ena taka naravna kontracepcija. Potem pa tudi, kako imajo pritrjene te koteke, jajčka imajo prevezana, tako da se mi zdi, da se kastrirajo praktično moški sami, ne da bi vedeli za to. No, ja, tako je. To je bila zopet ena šola, kjer smo ostali, prenočili. Močno je lilo, ampak mi smo imeli tako udobje. Prej smo se lahko umili v tej vasi, je pa prišel tako iz gore dole en studenček, da smo se umili. Moški so skuhali kavo, mi smo bili pod streho in je začelo liti. In takrat doživiš kakšno razkošje. Seveda po noči so glodavci okrog naših glav. Zdaj, so bile miši ali podgane, je težko vedeti. No, tukaj pa ženska roka, ki je tudi toliko členkov ima posekanih zaradi izgube raznih svojcev. Vmes so tudi prave lepotice. No, tle so že po vaseh v glavnem, veliko je že bilo zgoraj, brez samo tisto krilce imajo. Otrok je bilo pa kar več z oblekami. Takšno je bilo spanje, kar smo si prinesli, ali Armaflex, ali pa samo napihljiva blazina, pa spalna vreča. In je v teh gorah je bila kar vse povsod, je bila potrebna ta spalna vreča, ki je za okrog 10 stopinj minusa. To je vas, kjer smo potem tretjič prespali, Buken. No, prej ne povem še, ker je Žengelica malce omenila, ampak ne toliko, da živijo od 40 do 50 let. Je njihova življenjska doba, ne? Medtem ko v vzhodni Papui Novi Gvineji je za 10 let daljša življenjska doba. Tam je nekako višji standard kot tu. No in tu, ta mali je bil zelo mrljiv nosač, pomival je posodo, ampak na kraju, ko smo prišli v Ameno, je on dobil kolero. In seveda strah pri nas je izredno narasel, da ni kdo tudi izmed nas se nalezil te zelo nevarne bolezni, ki lahko človeka pobere celo v enem dnevu.
Notranjost kolibe, ne, tlele se lepo vidi, tudi ponujali so nam koteke, nekateri so si jih kupili, midva sva potem vzela v dolini eno, da sva je prinesla sabo, ker mi je bilo malo, tam ne veš, a je že nikdo nosil. Orožje je bilo zanimivo, to so si vsi moški nabavili, loke pa puščice. Ampak drugo pa nekako nima človek občutka. V tej vasi, ne povem, smo tudi nabavili loke, puščice, kar boste potem tudi na kraju lahko se ogledali. Tudi matiko oziroma rovenco, ali kakor že rečemo temu, sem tudi nabavil v tej vasi. Drugače v meni prodajo kot suvenire, ampak ta, ki je tu, ta je nekaj vredna, ker to je pa prav delovna od tam, ki se je uporabljal. Vse posod so nas potem, tudi ko smo odhajali z vasi, malo spremljali. No, zdaj tukaj le vidite, kako je ta koteka pritrjena, podvezana dejansko. To je verjetno kar ena kastracija. Okrog pasu ima pritrjeno. Potem pa v tej koteki v zgornjem delu ima nekaj dragocenega, pač denar ali še kaj, kar ima imetje, potem je pa seveda njegovo premoženje. To je pa lepotica v tej vasi. Mi smo jo želeli slikati prvo tako golo. Ona je imela pa ta modrček, seveda ni bilo govora, da bi ga slekla. Vsa se je okrasila, samo mi nismo znali prav razumeti. Tukaj smo se pa napotili, zdaj pa eno dolgo pot, preko celega dneva skoraj smo hodili skozi džunglo. En del je naredila vojska, da je prehodno sploh, ker je tako močvirje, da so te hlode položili in šele to je omogočilo prehod do naslednje vasi. Takole smo natočili vode, si vedno, da smo potem zvečer prekuhali ali pa zjutraj, da smo si napolnili steklenice, pa še razkožilo smo zraven dali, pa kontrolirali, koliko časa vre. To seveda ni bilo za zaupati kuharju, čeprav za ogenj je kuhar skrbel. In tu smo bili pa gor na vrh, na najvišjem delu 2600, nekaj čez 2600 in je bilo malo petja, malo koncerta, malo vriskanja. Bili smo zelo vsi lepi, ponavadi blatni, do ne vem kam, umazani, ampak to potem nič več ne moti. To živiš potem s tisto pokrajino, s tistimi ljudmi, iščeš vtise, se pogovarjaš. Zelo radi so se pogovarjali, mi smo se pa tudi potem že naučili pač nekaj njihovega jezika, nekaj pa seveda nam je pomagal tudi ta vodič, ki je znal angleško, tako da smo se sporazumevali. Radi se rokujejo, zelo so bili nekako hvaležni, da se jih dotakneš nekaj. Se vem, ko sem ta kolena recimo očistila pa ga zmasirala. To so prihajali kar zraven, gledali, se smejali, toliko jim je pomenilo, da se jim ne gabiš, ne? Ker nekateri se niso upali dotakniti tega. No, tlele smo se pa lahko celo skopali, bilo pa zanimivo, najprej smo se mi, so vsi naši nosači počakali, potem so se pa še oni. To je bilo 4. dan, da smo se lahko malo umili, nadaljevali pot. Ves čas je bil znan, ker je tudi prvič šel to pot in je želel tudi to pot spoznati. In njegove izkušnje so bile izredno dragocene, ker brez njegovih izkušenj bi bilo veliko bolj klavrno. On je čiste praktične reči, ker je bil že 3-krat na teh raznih delih v Papui in je imel že vse mogoče doživel in je seveda potem sporočal kaj, kako. Seveda pa nas je učil s tem, ne pa stregel. Mi smo potem imeli delitev od kuhanja do vsega drugega, vsak je nekaj moral prispevati. Sam ni bilo nobenih problemov. Tako smo bili nekako. Kar naprej je bilo kaj, so bili piki, ko je bilo treba proti alergiji, so bila recimo vnetje ušes, ampak resne stvari pa ni bilo nobene, tudi k meni nihče, jaz sem se bala, jaz sem se posodpovedala, jaz nisem zdravnik, nekaj že vem, nekaj lahko pomagam, ampak nisem zdravnik.
Pa ni noben z neko hujšo stvarjo prišel. Razen eden je en večer z malarijo. No, tukaj je še ena žena spet takole s posekanimi rokami za malarijo in zdaj sem rekla, kaj ti je za malarijo, tisto, kar imamo mi, ne morem dati, tudi s tistim ne morem pozdraviti. Pa sem slekla pulover, jaz sem imela še vetrovko, sem rekla, vsaj toplo mu bo, je imel samo eno tako malo krpico za ogrnce, če ga mrazi, je vsaj ena toplota in sem mu dala še en lekadol, zjutraj si je presmejal, nič več mu ni bilo. Kaj zdaj pomaga, ne veš, ali psiha, ali pa morda ni bila, mogoče pa ni bila malarija, ne vem. Je pa veliko malarije tam, tako da med ljudmi je kar, ni pa nobenega zdravljenja, ničesar. Tudi naše razpoloženje je bilo zanimivo v takih pogojih, kjer smo bili dejansko lačni čez dan. Saj nismo ne vem, koliko mogli jesti, res, kar smo res morali. Tudi žejni, včasih smo potem že res si delili požirke. Pa čebriček je bila ena rešitev. To je pa tudi nas Zvone naučil, ker nam je rekel vsak 1 liter žganice. Potem smo imeli pa še kakšen konzervo ali kompota ali kakšen sok in potem smo te sokove, pa kakšno limeto smo imeli še sabo, pa alkohola tretjino in je bil to en tak napitek. V steklenico plastično smo odrezali, temu smo rekli čebriček in je to potovalo od ust do ust. Bilo je zelo krepčilno, pa še malo razkožilo je. Dejansko je bila tisti liter žganice, kakršnekoli, ne? Nekdo je imel vodko, nekdo šnops, nekdo viski, ampak vse to je prišlo izredno prav. Tako da to je bila naša tudi ena taka okrepčilna pijača, obenem nam je dala pa še malo dobre volje. Pa iz tistega prvega predsotka, da prvo, a bomo zdaj en za drugim, bo to potovalo, na koncu ni bilo nobenega, vsi smo se počutili tako zdrave in nobenega strahu, da smo kaj okužili drug od drugega. V tej vasi smo pa kupili enega prašička za te naše nosače. Zanimivo je pa bilo tudi to kupovanje, že v eni drugi vasi smo se zanimali, koliko bi, da bi enega prašička kupili in je tisti lastnik je hotel imeti, ko bi prevajali v naš denar 700 000, drugače so pa okrog 10 000 v Vameni. Tako da ta občutek za denar ali pa kaj denar pomeni, nešteto od teh ljudi nič ne obvlada tega razmerja. No, takole pa zgleda vsak večer vsaj 2 ure mojega zdravljenja. Imela sem torej 2 velike torbe tega materijala in zdravil je glavno pokrilo vse skupaj, tako da na srečo. Je še ena, od enega je bila žena medicinska sestra, ampak je samo on je šel na to naše popotovanje, pa je ona pripravila mu še veliko teh obvez in to je tako prav prišlo. No, to je zadnja vas, Veserjem, kjer smo prespali in zdaj se vračamo. Mi smo po tej strani potovali takole, tu čest, zadaj nekje, potem gor smo šli, tu naokrog, no in tako smo zdaj v Veserjemu, še nekaj naprej in kar nekaj časa smo še rabili, da smo prišli do prve vasi, kjer smo lahko kupili pasijonke. Nikjer drugot nobenega sadja. No, tole vidite zaraščeno kolibo, vse raste, prej ste videli tudi ponekod iz koli podprto. Skratka, zelo, zelo obubožano je vse to. Namreč na tej poti smo se vsega navadili, tudi ko smo, ravno kjer smo bili v Vitaleku, ko smo spali v cerkvici, pri glavi so bile neke lukence in po noči je pridno glodalo. To so bile pač podgane, ali so bile miš, ni nas več motile. Enostavno smo se prilagodili razmeram in to je bilo zelo dobro, ker smo vse to res potem lažje prenašali. V tej vasi je bilo edini večer, ko ni padalo, tako da smo zunaj z vaščani prepevali, je bilo tako lepo, prav lep večer, ker drugače smo imeli pa čisto vsak pozno popoldne, vedno dež, tako da smo se morali umakniti. Pa
pa še čez dan je včasih, no. Ampak tukaj je bilo pa en tak lep večer. In tle je bilo tudi zanimivo, je prišla ena mama z otrokom na naročju, ena taka velikosti kot si ti, je ena taka deklica, pa je imela eno veliko tako rano na glavi, hrastavo čisto, pa sem jaz tisto očistila, pa posprejala z bivacinom, z antibiotikom, kako zdaj to temu otroku zaščititi, to če bom povila, to bo takoj šlo dol. Sem se spomnila, da imam še eno prelikano rutko. In sem zavezala to rutko in na glavo. Kaj je bilo to veselje vseh teh ljudi? Jaz sem rekla, kaj malo je potrebno, kaj smo mi nerodni. Recimo tako, to je stvar, ki je tam nekaj pomenila, tista rutka je bila pol veselje in drug dan so me ti otroci spremljali in daleč, ker mene so že prvi dan so me imenovali kar mama doktor. Tako da sem bila mama vsem in so klicali še za mano in se mi zdi, da sam tista rutka je prišla do njihovih src. To je bilo nekaj, ker je ta otrok dobil rutko za na glavo. No, takole se vidi, kako se podira tudi te njihove njive, ker padavin je veliko. Tudi mačet, če ima družina mačeto, je že veliko. Večina kar z kamenitnimi, s kamni to si sekajo, tako da nimajo orodja. Tu se že vračamo ponovno preko reke. Je bilo pa tukaj že zelo zanimivo, seveda jaz sem hodila zadnja, pa bolj počasi, pa če dalje več je bilo teh nosačev in tisti zadnji dan so približno uro pa pol smo skupaj hodili, jaz sama z njimi, ti so bili mladi, spočiti, bolj naprej, spočasi. Vmes smo seveda gledali tudi zelo take kumrne živali, tako da ne veš, a je kakšna bolezen tudi med živalmi, ker so bile tako suhi prašički, da najbrž ni čisto v redu. No, takole smo prečli, ti nosači so bosi, se s temi nogami oprimejo, nas so pa potem takole z roko pomagali. Marko je seveda malo hudomušno posnel, kako mene spravljajo po taki poti čez. Eden spredaj, drugi zadaj, je bilo pa res, da tako kot prvi dan meni nihče videl, drug dan jih je bilo že nekaj, tretji dan še več, četrti dan jih je bilo že ne vem koliko. Zadnji dan, ta peti dan je pa tako, vsako, kjer je bilo kaj nevarno, so vsaj trije mi pomagali, pa ne vem, ali zaradi tega, ko sem jim čevlje enim obljubila, ali zaradi zdravil, skratka, potem je bilo pa to. No, tukaj smo se pa že vrnili zopet v Meno, samo toliko, da smo šli na drugi konec te doline, kjer smo potem še preživeli en večer. No, tle je bil zdaj Čebriček. Tu smo bili v njihovem hotelu v tej vasi. Ta hotel je bil zelo zanimiv, tu so pač take sobane, nekje je bil les na tleh, meni se je pa malo čudno zdelo, sem rekla, Marko, kar pejva na beton raje ležati. In tisti, ki so ležali na lesu, so bili vsi od stenic tako požrti. Skratka, higiena je tukaj. No, tukaj so pa v glavnem že, so tudi ženske v njihovih oblačilih. V tej vasi smo si pogledali tudi eno mumijo, to redko kdaj pokopavajo takole sede. Večina pa zažgejo svoje umrle. In to je en od pač njihovih prednikov, ki je bil zelo pomemben. Zato je to ena taka atrakcija in skoraj vsak, ki pride v ta predel, si gre v to vas pogledati, to mumijo. Ta poglavar je imel 5 žena, pa samo 5 otrok. V naslednji vasi, kjer je bil pa poglavar s 3 ženami, pa ni imel nič otrok, tako da ni veliko otrok. To je območje Anemaugija, potem sosedna vas, kjer bomo Borbo gledali in to bomo zdaj prav kmalu tam. Tam smo pravzaprav res v pravem pomenu besede doživeli kameno dobo. Tista sosedna vas se pa imenuje Supajimi. No, tu smo pa že v tej vasi, kjer so nam prikazali ta džali, ta poglavar, ki smo se prej omenili.
so se seveda oblekli v bojno opremo in nam prikazali svoje bojevanje. Njihovo bojevanje gre pa tako, da se približujejo, oddaljujejo, kričijo drug na drugega, se zmerjajo. Potem so pa včasih pokončali 2, 3, nič več. Potem je bilo konec vojne in potem so pač tisto tudi pojedli. Potem pa spet, čez toliko časa pa se novo vojskovanje, pa spet samo 2, 3. Zelo racionalno, ne tako, kot je nekje vojna, kjer je treba vse pobiti. Samo enih, ja, tako. Tu boste potem, ko bo bliže se pokazali s temi okli, potem te pirjenice od teh divjih ptic, s tem se okrasijo, namažejo. Zelo resno so vzeli to dogajanje, čeprav je to bolj turistična atrakcija, ampak za njih je bilo tudi en tak doživetje. Mi smo jim prinesli prašička, da bo imeli oni kolino, cela vas se bo najedla in to ni kar tako za takšno pleme. So kot plemenske skupnosti, tako da potem imajo vsak svojega poglavarja, hierarhija je zelo močna, poglavar ima zelo veliko besede, tudi on se denar in imetje, torej kar je teh dobrin, vsem tem on odloča. Ženske so pa zelo, seveda, brezpravne nekako. V tem mnogoženstvu skrbijo za svoje otroke, za njive, moški pa imajo vojskovanje in pa da stražijo ženske. Tukaj v tej vasi so tudi bili ljudje boljše prehranjeni, torej veliko bolj se je videlo več mišične mase pri vseh, pri otrocih, pri ženskah in pri moških. Tako da je že to dolinska vas, samo en dan hoda, oziroma delno se da tudi pripeljati bliže, tako da je štandard že višji. Še pa je nekoliko malo trebuščkov je še, ampak ne toliko, bistveno manj kot v drugih vaseh. Bolj ko so oddaljene, bolj je bila revščina. Bliže, ko je te vamene, ki je le za eno tako središče, več očitno pride tudi dobrin. Zdaj, da bi država, saj jaz pravim, nič drugega ne bilo treba, če bi nekaj vreč riže, recimo, jim dali. Pa da bi bilo na toliko in toliko vasi kakšna medicinska sestra, pa zdravnik na toliko in toliko, da bi lahko recimo vsaj tiste osnovne stvari dobili. Pa nekaj oblek jih je tudi v sami Indoneziji polno, ne bilo treba veliko, ker tle ne rabiš veliko oblačil, pa bi ti ljudje že čisto drugače lahko živeli. Tako da to pomankanje, to revščino nas je tako zadela, da nekako smo vsi, ki smo bili tam, je še to odmevalo v nas, ko vidiš, da nimajo nič, res nič. Seveda, koliko se zdaj zaveda, je to drugo, ne? Ampak vendar zdaj že prihajajo ljudje, že vidijo, ne? Da je možno tudi drugačno življenje. Tudi so zelo veseli, že vsako stvar, ki jim daš, že poskusijo, pojedo, ne da bi odklanjali kakorkoli, pa se držali. Čeprav se moški tam držijo, pač te njihove koteke, to njihovo oblačilo ima neko simbolno vrednost, sicer pa se vidi, da bi sprejemali marsikatero stvar, ki jo prinašajo ljudje. Vendar je seveda, to je majhno obdobje, kaj pa tu niti 50-letni, odkar so se začeli civilizirani prihodi, pa tudi tistih, ki so kaj lahko s sabo prinesli. To je kratko obdobje, da bi karkoli spremenilo. Na koncu vojskovanja seveda so začeli pa prepevati, so nas popeljali v vas. No, tu se vidijo ti okli, ki jih nekako montirajo takole v nos. In to je seveda ponos. Ali je zdaj on bil sam lovec, ali je bil njihov prednik, vse to je ponos družine ali pa posameznika. No, tle so pa ženske malo šaljivo ugrabile eno našo, da bi jo pač med svoje
dale, tako da so bile tudi zelo, znajo, torej imajo tudi tak poseben humor. Zelo so bile dobre volje, prepevale. Tu vidite dve vrsti oblačil, eno je čisto tako iz trave, eno pa je z teh vrvickih, oni spletejo zopet iz enega rastlinskega, jaz ne vem, je to podobno bombažu ali čemu drugemu, ali lanu ali nečemu, ne bombažu, ne lanu kvečemu, ker to neke nitke iz tega pol delajo, to je pa že boljše oblačilo, imajo tako kot verižice narejeno. V tej vasi je bilo potem, seveda smo prisostvovali še temu načinu, kako pripravijo prašiča, ker to je pač praznično, ob njihovih praznikih ga s puščico usmrtijo in pripravijo za njihov skupen obed. Ponavadi se pridružijo tudi turisti, vendar, oziroma če kdo, mi se tokrat nismo, na veliko njihovo veselje. Po borbi, okrog 20 je bilo, so potem v krogu šli in prepevali seveda tisto njihovo, čisto drugače. In še to, namreč ženska, ko rodi, 5 let ne sme biti z moškim. To je zakon pri njih. Zdaj seveda tisti, ki ima več žensk, ker je pa zelo težko, da jih to lahko kupi, ker stanejo 3 pa tudi do 7 prašičkov. To je ogromen kapital. Moški po 10. letu, potem od 10. leta naprej živijo skupaj, spijo skupaj v posebnem prostoru, na drugi strani z otroci pa ženske. Zanimivo to, ko smo pogledali na kolibo, je bila tam neka posoda in iz posode je jedla podgana. Zgleda, da so to kar lepo navajeni takšno življenje. Še to v tem področju, ko to gledamo, ni bilo nobene cerkvice in zgleda, da misionarji niso imeli še nobenega vpliva. Zelo je avtohtono, res tako doživeto, nekaj posebnega, no. Tudi ženske se ravno tako ob takem prazniku, ker to je bil praznik te vasi, pa otroci, vsi so se namazali. Zdaj, kaj pomenijo recimo pike, kaj pomenijo črtice, kaj pomeni, to tudi nismo mi mogli nekako v pogovoru razvozlati. Ima to nek pomen, tako da... No, poglejte, kako velik otrok je še, prej, ko ga je dojila. Tale 7 ali pa še 8 let star, ga še vedno doji. Svečke so praktično pri vseh otrocih. Nič ne obrišajo. Tudi muhe, čeprav ni bilo dosti muh, ne spodi to, ampak v glavnem ni tukaj muh. Zakaj ni, ne vem. Ni tega mrčesa, ki ga drugje vidiš. Glejte noge, tle se tako lepo vidite, močne noge. To pri vseh je bilo res velika močna stopala. Tisti, ki ste naročeni na delo, se lahko po letu opazili to žensko. Z njimi smo preživeli cel dan, tako da smo nekako videli ta njihov utrip življenja. Veliko posedajo, pripravljajo to zelenjavo, no tle so pripravljali, da so potem ta skupni obrok tega prašička zelenjavo pripravili. Smejejo so kar dosti nasmejani, takole, ko so med seboj. Pa v tejle vasi so že malo bolj navajeni na tujce, tlele večina, ker to je samo en dan hoda. Večina teh turistov, ki pride, vsaj si grejo pogledati tele bližnje vasi. Ker v teh bolj oddaljenih vaseh pa so nekateri se prvič, potem smo se srečali, se še niso srečevali z belci. Tako da smo tudi mi bili zanimivi za njih, ne le oni za nas, tako oboje stransko.
Se pa zelo radi objamejo, pa roke podajajo, ko nič ni tistega, da bi rok ne podajali, ko nekako začutijo, da lahko vzpostavijo kontakt. No, seveda tudi ogenj naredijo še na star način, takole z enim neko nitjo, ne vem, kaj je to za ena stvar. Hitro, sorazmerno hitro je imel ta ogenj. Po tistem bambusu je drgnil, pa je bilo tako hitro. No, na to so v eni jami so zakurili, nadevali kamenje, da se je segrelo. V drugi jami so pa potem pripravljali pa živila. Najprej neke trave, kotlonec. Ja, no takole s puščico, s posebno puščico, ki je imajo za prašiče, ga usmrtijo, vendar ne spustijo kri, ker to je vse dragoceno, predragoceno, da bi kri lahko recimo, tako kot drugje. Ravno tako ga potem kožo samo obžgejo, da se tiste kocine osmodijo, potem pa vse to uporabijo. Rep in pa ušesa, delček ušes pa odrežejo in nesejo v sveti prostor. Nimajo nožev, imajo te bambusove, iz bambusa imajo narejene nože, tako da s tistim potem režejo, ampak so tako ostri, so tako spretno rezali, ko smo gledali, neverjetno, kako so bili spretni. No, tule kaže, kako ta del ušesa odnese, potem pa skrbno zavije v list in odnese v sveti prostor, da zadosti duhovom. Sodeluje cela vas, si pomagajo, drugi posedajo, pa spet malo pomagajo. Potem smo se pač s tistim jezikom, ko smo ga se naučili, spostavljali kontakt, pokazali tudi kakšno revijo. Vse jim je zanimivo. V tej vasi so imeli tudi pse, drugače v teh drugih vaseh nekje viče, pa nismo nikjer nobenega psa videli. V eni vasi samo enega petelina, drugače pa nobenih teh živali. Ker to bi bilo že nahraniti pretežko. Tukaj pa, ki je dolina, pa že očitno zmorejo tudi to žival nahraniti. No, tale otrok je bil zelo zanimiv. Je vzel en del črevesa, tisti drekec takole ven, dal na ogenj, malo posmodil in žvečil. Ja, kot žvečilni. Takih doživetij je bilo zelo veliko, tako da vsak trenutek si videl nekaj, kar je čisto drugače, kar je še tako prvobitno, kar je težko razumljivo, da še nekje obstaja, ko že svet je toliko s tehničnimi in vsemi pripomočki obdarjen in spremenjen od tistega prvobitnega, ampak le pa najde še čist kameno dobo. No, takole so nosili te vroče kamne, ko so pripravljali si ta svoj obed. Morda, če ne bi bilo kolere, ne da bi mi ne vem kaj jedli, bi mogoče poskusili to reč. No, takole so to zelenjavo pa krompir nadevali gor, pa potem meso. Bi morda poskusili, ampak glede na to, da je kolera, pa se nismo upali. Vendar so bili potem v vasi zelo, zelo navdušeni, ko smo odšli, ko je bilo ravno že pripravljeno, ne. Približno uro pa pol pa tole tako cmarja noter na teh vročih kamnih. To ni popolnoma prekuhano, to je tako na pol surovo. Ja, mlekec pije. Mamice dojijo, vse povsod takole čisto sproščeno.
No, takole je zdaj že skoraj končana ta kopa z kolinami. No, na koncu so nam še te svoje izdelke, nakit, koteke, pa ta nosila ponudili, tako da smo jih še malo razveselili z nakupi, da so spet malo zaslužili. In na to smo se od tu vrnili spet v Vameno. Kako je bilo udobno potem seveda v hotelu, da smo se lahko skopali, umili in spali na posteli. Ne morete si misliti, šele takrat pa čuti, kaj je 7 dni po 7 dneh. Nekaj filmov kratkih bomo si ogledali, bojevanje, potem pa v vasi petje. But be careful. Lewat restoran. Kita. 1, 2, 3. Why? Gini bagi. Bagor lah. Lu keren nak. Baca bawah sudah. Kata Di sini boleh. Tangannya tarik dulu. Ini gini. Dobro. Ah, ini no. Pegan. Pakai buru di luar cepat. Bikin api. Ayo, bikin api dulu pakai buru. Di dalam saja, Pak. Di dalam tidak usah di luar. Kau mau foto? Iya, di luar boleh. Supaya berapa foto? Ambil kayu bawa keluar.
Hkrati se bomo pa tudi ogledali orožje, ki smo ga uspeli dobiti, kupiti v eni izmed vasi, Bukenu. To je gnajs, namreč meni se zdi, da sem že prej omenil, da je tam granit in gnajs. To je metamorfoza granita, pomeni, da je bil granit pod velikim pritiskom in veliko temperaturo in je zato trši. No, to si lahko od blizu ogledate. Je pa tako, da sem razkužil, lahko tudi povohate, ker bo še dišalo po njihovem, ker sem imel to v kolibah in kurijo polno dima in še močno vse skupaj diši, pravzaprav prav diši. No, tole imamo, nisem prinesel vseh puščic, nekaj od teh je, če bi res to narazen dali, da se lahko več ogleda zaporedoma. Še tole. Ja, to je prav originalna metika, ki je bila rabljena. Ja, to, še tole, da še tole. Tule imamo neke vrst puščic. Te puščice imajo za ljudi. Teh je največ. No, nekaj sem jih pač doma pustil. To je za ptice. Čeprav ptic dejansko nismo vedeli, ampak očitno, ker je bila velika skupina, da je vse to nekje bilo zakrito. To je za prašiče, namreč oni ne zakoljejo prašiča, ampak ga ustrelijo, kar si že omenila, v srce in neverjetno kako hitro pogine. Veliko hitreje kot pa pri nas, ko spuščajo kri. Ja, lahko to kako lepo diši, to je pa za perjad. Videli smo, kot je že prej Angelca omenila, samo enega petelina. Imajo pa seveda na glavi veliko teh peres, očitno nekje to imajo morda zaprto celo, ker tudi vse celota kmetija ali tam okrog kolibe je vse ugrajeno in nam je to delalo velike težave, ker smo morali preskakovati 1,5 metra
pleza čez, včasih se ograja kar podrla, ker je bila iz kamenja ali iz lesa, drčalo je, seveda oni hodijo bosi in znajo prijeti s prsti se, ne? Mi pa v čevljih in tako je bilo res zelo, zelo naporno to. No, to je lok, originalen lok, samo prosil bi, da ne te stative, namreč oni, ko grejo na jago, kakršnokoli že, to ne mažejo. In ja, ne mažejo in jaz sem to doma poskušal streliti puščico in je to počelo in sem potem seveda zalimal, ne, zalepil. Je pa zelo zanimiv, kako ogromen je. Takšne loke seveda so tudi tle uporabljali v tisti borbi. Oni znajo zelo na zanimiv način ustreliti, naravnajo tudi na meso, ko sem slikal, in potem misliš, da bo puščica odletela, jo po roko obdrži. To imajo eno posebno tehniko. No, koteka, to je suvenir. Mi nismo marali kupiti tam v vasi, kaj če je bilo morda rabljeno, ne? Tako da si to lahko gledate. To je taka bučka, lahka je, to je seveda ta je ukrašena, oni nimajo ukrašenih. Ja, hvala, da ste prišli, da ste nama prisluhnili. To je bilo potovanje, ki se nam je tako dotaknilo, da še zmeraj nekako kar bruha iz naju ti vtisi, ker od tukaj ne moreš jet, ne da ne bi govoril, pripovedoval svoje občutenje. Bila sva sicer cel mesec, še druge predele, ampak prav tehle 7 dni med temi Papuanci so bili najbolj nagovorljivi, najbolj tudi pretresljivi. Vse skupaj, pokrajina, ljudje in seveda tudi skupina skupaj z nosači, kjer smo nekako bili kot ena družina in vse srečno prestali, pa je bilo kar veliko nevarnosti. Hvala vam za